Biti del olimpijskih iger je samo po sebi nekaj posebnega. Tako kot športniki smo tudi mi šli skozi dolge priprave, skozi kvalifikacije. Potem, ko sem pa vmes videl italijanske medije, kako so se spraševali, kaj za vraga zdaj pri nas počnejo Slovenci. Konkretno sem govoril z našim naročnikom, ki je nekako ocenil, da je v Evropi morda 10 ponudnikov, ki smo sposobni takšne projekte oddelati. Moram priznati, da sem že od začetka videl to predvsem kot priložnost za nas in mislim, da smo jo tudi dobro izkoristili. Lepo zdrav v novem aktualnem SBC-jevem podcastu, ki je tokrat bolj kulinarično obarvan ali pa lahko rečemo tudi športno. Za nami so namreč olimpijske zimske igre pri naših sosedih in če smo blesteli predvsem na skakalnicah oziroma so blesteli naše skakalke in skakalci, so spodaj na prizoriščih blesteli tudi naši kuharji. Pa ne samo kuharji. Gre za družinsko podjetje Jezerškov, ki so letos prvič bili tam, kjer so Italijani mislili, da nihče drug razen njih, ko gre seveda za njihove igre, ne more biti. In to je naše sosede, ki so znani po svoji kulinariki, kar malce zmotilo. Za Slovence pa je bil to samo še nov dogodek, kjer smo lahko rekli, ja, ne blestimo zgolj v športu, ampak tudi pri poslu. Martin Jezeršek, en lep pozdrav. Pozdravljen, hvala za vabilo. Ja, z veseljem. Tako ali tako sem želel s tabo klepetati o tem, kako je, ko si del olimpijskih iger. Potem, ko sem pa vmes videl italijanske medije, kako so se spraševali, kaj za vraga zdaj pri nas počnejo Slovenci, pa vaše odgovore, ko ste odgovarjali, da je to samo dobra reklama, zdaj pa res upam, da si boš vzel čas in evo, sva tukaj. Pa če morda skočiva res nazaj, ko potegneš črto, kako je biti del olimpijskih iger na tak način, kot ste bili vi? Biti del olimpijskih iger je samo po sebi nekaj posebnega. Imel sem priložnost biti prisoten že na igrah v Pjongčangu pa v Parizu. Tokrat so bile pa tudi zame oziroma za nas te igre res nekaj posebnega. Nisem imel občutka, da sem tam kot udeleženec oziroma gledalec, ampak sem na nek način, zdi se mi, da je imel podobne občutke na nek način kot tudi športniki, kajti tako kot športniki smo tudi mi šli skozi dolge priprave, skozi kvalifikacije, zato da smo se uvrstili in na koncu smo vse oddelali več kot odlično in občutek sem imel, kot da imam okrog vratu zlato kolajno. Slišal sem, da je bila umestitev slovenske hiše izjemno dobro premišljena, da je bila slovenska hiša zelo dobro obiskana, ne vem, ob takšnih zvezdnikih svetovnega kova, ob Tini Maze, Primožu Rogliču in seveda naših športnikih, ki so sodelovali na olimpijskih igrah, tukaj mislim predvsem na skakalke in skakalce, smo imeli v resnici po prizoriščih še ene izjemne predstavnike. To, da je tuj ponudnik hrane in hospitality v resnici tam, a je to nekaj navadnega na olimpijskih igrah, ali se je to zgodilo prvič, da takole pokličejo nekoga iz sosednje države ali pa iz tujine? Ja, zdaj za nacionalne hiše je to nekaj povsem normalnega. V Cortini konkretno je bilo, mislim, da 4-5 nacionalnih hiš in v vsaki nacionalni hiši je zagotovo tam ponudnik iz tiste države in to se mi zdi tudi prav in normalno. Na drugi strani pa so tukaj tudi tekmovališča, kjer pa morda na prvi pogled je to nenavadno. V resnici pa ko pogledaš malce širšo sliko, vidiš, da je povsem na nek način logično. Zakaj? V bistvu veliki mednarodni športni dogodki so zelo kompleksen posel. Konkretno olimpijske igre prinesejo na neko precej odročno ozemlje, kot je Cortina sredi Dolomitov, ogromno povpraševanja. Ne samo športniki, gledalci, delegati, mediji, pravzaprav center dogajanja je to kar naenkrat in vsi ljudje morajo jesti
v povprečju 3-krat na dan in enostavno, to pomeni, da vsi lokalni ponudniki že sami po sebi imajo kapacitete povsem zapolnjene. In potem v bistvu je običajna praksa na tako velikih dogodkih, da se pač, da se seveda poišče ponudnike izven, teh lokalnih meja. Zdaj tukaj, konkretno na olimpijskih igrah so dodatni razlogi za to še, visoka, kompleksnost, kar se tiče varnosti, kar se tiče logistike, kar se tiče, bom rekel, varne hrane, konec koncev, hladne verige in, v bistvu, ko organizator upošteva vse te dodatne parametre, v bistvu, ugotovi, da na koncu teh ponudnikov, ki so sposobni, oddelati tako velike in kompleksne projekte, ni malo. Konkretno sem govoril z našim naročnikom, ki je nekako ocenil, da je v Evropi morda 10 ponudnikov, ki smo sposobni takšne projekte oddelati. Seveda so organizatorji v prvi vrsti iskali ponudnike znotraj meja Italije, ampak potrebno je razumeti, da so bile igre razpršene čez, veliko ozemlje Italije, mislim, da je bilo 16 tekmovališč, in zagotovo so v prvi vrsti uporabljali najprej tiste lokalne ponudnike, ki imajo kapacitete. Potem so se pa pač odločili, da naredijo mednarodni tender, kamor povabijo, tudi druge, in v bistvu mi smo dobili posel, ki je bil, verjetno, največji v sklopu tega hospitalityja. Se pravi, skrbeli smo za premium VIP hospitality na ključnih lokacijah v Cortini. Se pravi, igre so bile Milano-Cortina, Milano in Cortina sta bila dva centra dogajanja, in ta klaster, Cortina je bil na neki način v tem segmentu, Vaš. naš. In ja, tako da, na prvi pogled nenavadno, tudi razumem italijanske medije, da, ali pa Italijane nasploh, da je to občutljiva tema, da se o tem, debatira v javnosti, ko pa pogledaš podrobno pa razumeš kompleksnost, je pa to, logično in razumljivo. A te bom zdaj, ko te bom začel spraševati stvari, lahko vprašam vse in ti vse poveš, ali obstaja kakšna pogodba, kjer si podpisal, da česa ne smeš razkriti? Pogodba obstaja, da v bistvu v osnovi, naj tega projekta ne bi smeli navajati niti kot referenco, niti o njem javno govoriti, ampak so v bistvu nam italijanski mediji na koncu pomagali, da zdaj o tem lahko govorimo. Tako da odvisno od vprašanja bom skušal biti, politično korekten. Do dogodka, se nisi smel s tem pohvaliti in govoriti, ali po dogodku pa se te omejitve padejo? V pogodbi piše, da o tem ne smemo javno govoriti, ampak potem je, pač situacija prišla do tega, da je sam organizator oziroma naš naročnik, podjetje On Location, podalo izjavo za javnost, bom rekel, na neki način stopilo nam v bran. Javno so povedali, da so nas izbrali, ker smo bili na razpisu najboljši, ker imamo, izrazite reference, izkušnje tudi v Italiji in pač potem nekako smo tudi, dobili še neformalno dovoljenje, da lahko odgovarjamo tudi na novinarska vprašanja. Okej, zdaj pa greva, ne. Kdaj si vedel oziroma ste vedeli pri Zrških, da je možnost, da greste na olimpijske igre kot del hospitalityja? Kdaj se začnejo že ta pogajanja? V bistvu relativno pozno. Seveda tak projekt, kot podjetje ga imaš, nekje v pipelineu, v zgornjem delu že dolgo nazaj, in trudili smo se kar nekaj časa, mislim, da že pred 2 leti smo prvič skušali navezati stik z organizatorji, se jim predstaviti, ampak, na drugi strani je bil zid in nismo znali prebiti tega zida. Potem pa čisto natančno ne vem, kaj se je zgodilo, zakaj se je to spremenilo. Potem pa v bistvu pravzaprav, jeseni, mislim, da septembra,
je kar naenkrat prišla pobuda, da se zelo na hitro dogovorimo za sestanek. Pred tem so nas že preverjali naše reference, spraševali tudi pri Slovenskem olimpijskem komiteju o nas, pa pri naročnikih, kot je Evropska nogometna zveza. Mhm. Potem se je dokaj hitro odvilo, sam razpis in tako naprej, ampak čisto dokončna potrditev je pa prišla šele, mislim, da konec oktobra ali pa začetek novembra, tako da smo imeli zelo malo časa za pripravo projekta. Kaj se potem zgodi? Vi zdaj zmagate, dobite razpis, to pomeni, da gre prva odprava takoj v Cortino, da se začne doma vse postaviti na glavo, ker vendarle ob vsem tem, kar ste delali, je bil to popolnoma nov projekt, kjer res nočeš, da zamočiš, ne? V bistvu smo na nek način tudi malo tvegali, že ko smo dobili prvo ustno povpraševanje, ker smo vedeli, da je recimo izredno kompleksna stvar namestitev delovne sile. Mhm. Smo kar takoj šli v akcijo in rezervirali namestitve, ker vedeli smo, da kasneje, ko bomo to delali, bo težje bo dobiti in dražje bo to dobiti. Tako da smo preliminarno šli v akcijo in že si rezervirali nekatere stvari, kljub temu, da še nismo imeli posla, smo pač šli naprej. Potem pa ja, v bistvu en tak projekt je, da mogoče dam malo konteksta, na projektu je bilo z naše strani akreditiranih okrog 160 sodelavcev. Se pravi, to so ljudje, ki so bili prisotni na licu mesta. V to številko niso všteti sodelavci, ki so na projektu delali od doma, Mhm. kjer je verjetno še okrog 50 sodelavcev. V te številke niso všteti študentje italijanskih gostinskih oziroma hospitality šol, ki jih je organizator namenil nam. Tako da skupno število ljudi, ki dela na takem projektu, je kar močno preko 200 oseb. In sama organizacija je zelo kompleksna. Seveda najprej je potrebno razdelati menije, razumeti termine, dobiti podatke o številu gostov in potem to je osnova za načrtovanje Mhm. vsega. Predvsem so trije pomembni ali pa zahtevni vidiki. Logistika. Celotna dobavna veriga mora biti italijansko naravnana. Zahteva organizatorja je bila, da so živila italijanskega izvora, se pravi nabava italijanskih surovin, dostava v našo centralno kuhinjo, kjer se zgodi prva faza obdelave, potem dostava iz centralne kuhinje v širše območje Cortine, kjer smo imeli centralno skladišče, in potem iz tam distribucija do vseh prizorišč. Potem, se pravi, to je ta logistični del, potem varnostni vidik je izjemno kompleksen. Tako naša centralna kuhinja kot skladišče mora biti podvrženo posebnim protokolom oziroma varnostnim Mhm. standardom, oziroma pač nek VCP protokol se temu reče. Se pravi, že tukaj se naredi prvi filter cateringov, ki lahko to zagotovijo, na primer, ne. Se pravi, celotna dobavna veriga mora biti pod video nadzorom, pod kontrolo dostopa, varovano območje. Ko se roba premika med centralno kuhinjo, skladiščem in potem lokacijami, morajo biti vozila zapečatena, vozila morajo izpolnjevati varnostne standarde. Potem osebje smo morali v bistvu, še preden smo podpisali čisto uradno pogodbo, smo že oddajali sezname osebja s podatki za postopek akreditiranja. Vsak posameznik se varnostno preveri. Skratka, ta varnostni vidik je zelo kompleksen in ga je potrebno razumeti in tako naprej. Torej logistika, varnost, in pa tretja stvar je pa predvsem ta birokracija, povezana Mhm. z tako velikim poslom. Tukaj se gre za veliko
odgovornost v primeru zastrupitev, v primeru škodnih dogodkov. Vsak sodelavec je seveda mogel biti pravilno napoten, bom rekel, je mogel opraviti italijansko varstvo pri delu, poseben HACCP program je mogel biti spisan prav za ta projekt. Vse skozi vsa prizorišča, celotna dobavna veriga mora biti seveda pod HACCP nadzorom, potem skratka, izredno kompleksno, in na koncu v bistvu ugotoviš, da je to, da pripravimo hrano, da jo skuhamo in postavimo na mizo, je morda 10-15% celotnega posla. Kdo je najbolj trpel do začetka? Zdaj, v vsem tej birokraciji, ki so jo omenil, pa ob varnosti ali pa takoj na začetku že, koga je v podjetju najbolj stiskalo? Tebe? Predvsem, mislim, pravzaprav me ni stiskalo, ker imamo res izredno ekipo sodelavcev, ki pač so odgovorni, delavni, izredni so posamezniki in izredna ekipa, ampak zagotovo predvsem to kadrovsko področje in pa področje spoštovanja zakonodaje. Tudi če ne bi bilo polemike v medijih, smo pričakovali obiske vseh inšpekcijskih služb. In jih dočakali? Pravzaprav ne. Aha. To nas je na koncu zelo presenetilo, da smo dobili interno kontrolo našega naročnika, ki pa v bistvu ni bila uradna inšpekcijska služba, državna. To interno kontrolo smo oddelali z odliko. Povedali so nam, da so naša prizorišča edina na igrah, ki niso, bom rekel, kjer niso imeli nobenih pripomb. Uradne inšpekcije pa ni bilo, ampak to nekako pričakuješ, ker si tujec, ker posegaš v področje prehrane in vse to mora biti brezhibno urejeno. Če se vrnem na točko 2, ko si rekel varnost, vsa ta vozila, vse te kombije, zapečatene s kamerami in to, vse to ste že imeli, ali so bile te zahteve nekaj, s čimer ste se prvič zdaj soočali ob organizaciji? Je to podobno bilo, na primer, ko ste delali za UEFA? Ne, nismo se prvič s tem soočali, to je tudi ta naša prednost. Ko smo šli na prvi sestanek in so nam omenjali VCP standarde, nam je bilo povsem jasno, kaj to pomeni. S tem smo se na primer srečali že na projektu Expo Milano. Bom rekel, same protokole poznamo iz posla, ni to nekaj, s čimer se dnevno srečujemo, ampak imamo izkušnje s tem, bom rekel, in imamo načeloma vse stvari vzpostavljene v hiši, z nekaj malenkosti smo mogli dodati. Bom rekel, zato smo tudi bili sposobni v tako kratkem roku speljati tak projekt. Butasto vprašanje, ampak vseeno me zanima, zaradi varnosti ti pošljejo varnostnika, ki za čas priprave stoji v kuhinji v Sloveniji, na primer, zato da ves čas skrbi, ali verjamejo videoposnetkom in vsemu? Lahko ti ga pošljejo, imajo to pravico, sicer pa se gre v bistvu za neko samoevalvacijo. Dobiš standarde, katere moraš izpolnjevati, in potem za to stvar odgovarjaš, tako da s tem se ne gre zašaliti, glede na to, da vemo, da so na dogodkih, kot so olimpijske igre, že bili, bom rekel, tudi teroristični napadi, razne varnostne grožnje. Tukaj ni vredno tvegati. Vem, da zdaj koga, ki posluša, zanima tisto, kar ponavadi najraje slišimo, za kakšen posel gre, ampak to vprašanje bom prihranil za kasneje. Se bom vrnil na točko 1, ko si rekel, da ste morali vse kupiti v Italiji, da je bila to zahteva pač organizatorja, seveda Italijanov. Česa ste največ prepeljali z Italije v slovensko kuhinjo? Kaj so to, špageti, korenje? Kaj ste kupovali in kje? Pa v bistvu italijanska prehranska industrija je že sama po sebi izredno močna, hkrati tudi izredno kakovostna, to moramo priznati. Tako da mi smo sosednja država in v resnici ta del ni tako zahteven. Imamo naše stalne dobavitelje, ki lahko dobavijo pršut slovenski ali pa italijanski, pa sir slovenski ali pa italijanski. Tako da
tukaj ni bilo pretiranih težav. Sam meni je pa v bistvu, bil, v bistvu smo imeli 3 različne menije, ki so se po dnevih rotirali po različnih lokacijah. V bistvu stremeli smo k temu, da če neki gost se ne udeleži dvakrat, dogodka, kjer smo mi prisotni, oziroma če se udeleži dvakrat ali pa trikrat, da ne dobi enakega menija. Ampak v bistvu je bil sestavljen iz na začetku nekih prigrizkov, sladkih, slanih ob kavi, potem bogat izbor hladnih predjedi, kjer smo v bistvu recepture predvsem, bom rekel, inspiracijo črpali iz, Italije oziroma iz italijanskih, klasičnih receptov. Potem, izbor italijanskih mesnin, italijanskih, sirov, in pa glavne jedi, kjer seveda je poudarek na testeninah, paštah in rižotah. In to je bil poseben fokus, že itak smo bili pod drobnogledom zaradi te medijske zgodbe pa sploh, in si nismo upali in mogli privoščiti, da ne bi bila pašta ali pa rižota kuhana perfektno al dente. Tako da, jaz pa moj brat Jure sva dejansko bila na vseh dogodkih, vedno, ko smo začeli, servirati glavne jedi, sva te jedi probala, da so res, bile perfektne, tako da sem prišel nazaj z nekaj kilogrami več. A je bil kakšen, Italijan, ki je malo bolj znan, še posebej navdušen oziroma je bila kakšna zgodba, ko je prišel kakšen pa rekel: "Ma, to ste res dobro naredili?" V bistvu je zanimivo, o tem, bom rekel, lahko kasneje tudi še več govoriva. Ta koncept športnega hospitalityja, bom rekel, je neki koncept, ki je na trgu sicer prisoten že kar nekaj časa, v zadnjih letih pa izjemno raste, predvsem na ameriškem trgu. Podjetje On Location, ki je od Mednarodnega olimpijskega komiteja odkupilo pravice za, trženje in izvedbo hospitality programa tako na igrah v Parizu kot tukaj, pa še na naslednjih v LA-ju, je ameriško podjetje. In večina strank, ki smo jih imeli, je bilo pravzaprav Američanov. Upal bi si trditi, da več kot 50%, na tekmovališčih, kot je žensko alpsko smučanje Tofane, celo 70-80%, Američanov. In mogoče zanimiva zgodba, kar se tega tiče, je, da prvo kot prvo Američani niso vajeni, tako visokega standarda kulinarike, pa tudi tisti, ki so bili, nad tem izredno zadovoljni. Konkretno vem, da je prišla ena gospa, ki je povedala, da je redna obiskovalka ali pa redna gostja On Locationa na dogodkih po vsem svetu in da tako dobre hrane ni jedla nikjer. Tako da, bom rekel, smo s tega vidika, dobili zlato. Pa še srečo ste imeli, ne, Mihaela Shiffrin je zmagala tisti dan na ženskem slalomu, ne. Ja. Ameriški gostje, dobra hrana, to. A vpliva to? Saj to gre zdaj malo ven iz teme, ampak, dobra hrana se mi zdi vedno se prilega dobremu dogodku, in ko je ta vibe olimpijski, ne, ko je to vzdušje res posebno, res enkrat na 2 leti, če govoriva zdaj o poletnih in zimskih, a se tudi priprava malce drugače vse skupaj naredi? Da je to vzdušje ali se samo striktno profesionalno, ni, ne vem, karikiram, a je italijanska glasba v kuhinji v Sloveniji, na primer, a je, ne, se pravi, a je nekaj vzdušja okrog te hrane, ker saj hrana, ne, gre skozi želodec, ampak v resnici gre povsod, ne. Vi ste mojstri tega. Zagotovo je, sploh športni dogodki, še posebej olimpijske igre, imajo neki poseben čar. In v bistvu ne samo jaz pa moji ožji sodelavci, mislim, da celo podjetje je ponosno in je v zadnjih 3 tednih, bom rekel, čutilo tudi ta neki olimpijski duh. Pa mogoče v tem kontekstu še to, ko si omenjal, a je hrana boljša, ko zmaga Američan. Mogoče na igrah to ne tako zelo, ker so zelo mednarodne, ker ni domačih, na neki način. Na dogodkih, recimo, ki jih gostimo tukaj v Sloveniji, pa zagotovo opazimo, da so gostje in naši naročniki bolj pikolovski takrat, ko
ko domača reprezentanca ni tako uspešna, medtem ko drugič, ko blestimo na igrišču, je vsa hrana odličnega okusa. Prej si omenil, da se vrnem še na to, koliko ljudi ste poslali v Italijo, ne. A vsi govorijo italijansko? Ne. Ker Italijani ne govorijo angleško, zato zdaj sprašujem, kako je Ja, to delovalo, ne. zanimivo. V bistvu je recimo s tega vidika Italijani ne govorijo angleško, smo bili zelo presenečeni med kulturno razliko, recimo prizorišče v Anterselvi, ki je zelo blizu avstrijske meje, v bistvu na področju Južne Tirolske. Kako drugačna je mentaliteta tam. Recimo tam smo sodelovali z lokalno gostinsko šolo in tako dobrih dijakov oziroma študentov že dolgo nisem srečal. Ne samo, da so govorili nemško in italijansko, perfektno so govorili angleško, poznali so sestavine, sire, ki smo jih stregli, so vedeli, od kje prihajajo, kakšen je postopek izdelave tega sira, iz kakšnega mleka. Skratka, neverjetno, medtem ko Cortina, ki je pravzaprav samo en prelaz oddaljena, pa sodi že v drugo, ni več del Južne Tirolske, je pa kultura povsem drugačna. Bom rekel, že organizacija dogodka, detajli na prizorišču, bom rekel, če bom zdaj probal biti politično korekten, ta italijanska sproščenost se tam čuti. Tako da, zdaj sem malo zataval, kaj bo. Ne, saj je v redu, saj, mogoče, no, da to vprašam, a je šlo kaj narobe? Ker si rekel, ta italijanska sproščenost se čuti, ko gre za hospitality, ko je čas za to, da je tam na mizi vse skupaj, gre lahko kaj narobe, pa se to ne opazi, ne, tukaj ste tudi vi mojstri, ker ste na tisoče dogodkov že oddelali. A je šlo kaj narobe? Zdaj, konkretno v sklopu našega posla pravzaprav ne. V bistvu res smo oddelali posel skorajda brezhibno, in še enkrat zelo, zelo ponosen sem na ekipo, na sodelavce, ki so tako kompleksen projekt odpeljali na takem nivoju. So pa seveda tukaj dejavniki, na katere ne moreš vplivati. Težave z elektriko na enem od prizorišč, kjer, bom rekel, so francoski podizvajalci električnih napeljav obrnili fazo in zemljo ali kaj že, in smo imeli zaradi tega blazne težave s hladilnico in uničili tri kompresorje, pa logistične težave, kako v bistvu v prvih dneh je bilo precej težav, kako sploh spraviti sodelavce do prizorišča, sistem šatlov še ni deloval in tako naprej. Tako da, bom rekel, tudi organizator je rabil kakšen dan, dva na začetku iger, da so se vse stvari nekako postavile na svoje mesto, in s tem seveda so bile neke težave, neka slaba volja, ampak na nas to ni blazno vplivalo. To pomeni, da na primer, ko si bil v Italiji, pa ste imeli 3 prizorišča, ne? Na koliko ste bili? V bistvu 4 prizorišča, Slovenska hiša, pa 3 športna prizorišča. To pomeni kaj, da si ves čas bil na telefonu, preverjal, kako deluje vse skupaj, ali ste imeli zvečer nek logistični sestanek, kakšen je bil dan, kako naprej? To že vse vem, da vnaprej je jasno, ampak vendarle verjetno si tako kot neke športne ekipe, ki gledaš, kaj bo jutri, kakšno bo vreme, ne, če smučarski tekači gledajo, kakšno mažo potrebujejo, ste vi verjetno potrebovali sestanek za kaj drugega, a? Ja, zagotovo, bom rekel, sodelavec, ki je vodil logistiko na tem projektu, je seveda ves čas spremljal predvsem vreme zaradi dostav. Bom rekel, jaz na takem dogodku imam vlogo bolj kot direktor ali pa lastnik enega kluba, ne toliko kot selektor, ki nisem bil čisto na operativni ravni vpleten, ampak imeli smo kar nekaj, predvsem so tukaj usklajevanja pred dogodkom. Načrtovanje je ključno. Ampak rekel si, to me je kar presenetilo, ne. Načeloma vemo, da ta olimpijska priprava traja 4 leta. Nekateri športniki gredo na prve olimpijske igre po izkušnje, na drugih potem dosežejo rezultat, razen Američani, ne, ker oni pač vedno ciljajo na rezultat.
Vi ste pa dobili recimo 4 mesece časa, ne? Vseeno, kako to izgleda, ko ste prvič usedli pri vas doma, ne, pa ne zdaj mislim samo v družini, ampak v podjetju. Kako deluje takšna organizacija? Kaj rečeš ljudem? Okej, dobili smo posel, 160 nas bo šlo v Italijo, zdaj pa gremo. A nas spustiš malo v ta vaš, ustroj? No, v bistvu, kljub temu, da je, bom rekel, čista formalna pridobitev posla se zgodila tako pozno, je to proces, ki je pri nas v resnici trajal vsaj 12 let. Ko sem sam prevzel vodenje podjetja, smo takrat, z brati in z vodstvom si postavili neko novo strategijo, internacionalizacije, in ključen del, internacionalizacije so bili prav veliki mednarodni športni dogodki. Skratka, v tem že nekaj časa, vidimo priložnost, vidimo, možnost ustvarjanja večje dodane vrednosti in tako naprej. In, te priprave so tekle vseh teh 12 let. In bom rekel, prvi tak dogodek, Eurobasket tukaj v Sloveniji, je bil logistično podobno zahteven. Potem so bili tukaj dogodki, sodelovanje z italijanskim nogometnim klubom v Udinah, pa veliko tudi neuspehov. Sodelovali smo pri razpisu za igre v Sočiju, pa, v Belorusiji, pa za rokometno prvenstvo v Katarju, kjer je celo prišlo do tega, da, bom rekel, ta koncept, ki smo ga mi pripravili in predlagali organizatorja, je na koncu bil uresničen. Samo ne z vami. Samo ne z nami. Tako da spet veliko podobnosti s športom, predvsem veliko porazov, nekaj uspehov, in to pred 4 meseci je v resnici bila samo tista, kvalificirali smo se na igre in na to moraš biti pripravljen, ne moreš, seveda pa, bom rekel, spet se to ne zgodi kot neki aha moment kar naenkrat, ampak so tukaj od prvega povpraševanja do razpisa, priprave, oddaje ponudbe, in to vse so neke faze, in že skozi pogovore začutiš, ali si zraven ali ne, in, seveda, če ne bi bili zraven, bi bili potem precej razočarani, tako pa, ker smo bili zraven, se nam je pa nekako zdelo to logično. Ampak ja, tisto, ko pa čisto uradno izveš, pa spet kot v športu, trenutek sreče, in dvignjenih kozarcev. Če v športu vedno imamo na primer v ekipi nekoga, ki malo potegne naprej vso situacijo, ne vem, ko je Lanišek dobro skočil, smo vsi vedeli, da ta medalja ekipna je seveda naša, ne, ko je še Nika Vodan, smo rekli, evo, to je to. Morda ime komu, ki bo zdaj to poslušal, ne bo pomenilo veliko, ampak če te vprašam, kdo so pri vas te vlečni konji, kdo so tisti, asi v ekipi, ki je šla v Italijo, kjer rečeš, evo, da imamo takega človeka v ekipi, je ta razlika, ki jo na primer delamo, ali pa smo jo za to naredili. To vprašanje je precej nehvaležno, zato ker v ekipi nas je ogromno, in če zdaj začnem naštevati, z imeni in priimki, bom zagotovo koga pozabil. In, na koncu je res, vse pomembno. Ampak predvsem se mi zdi pomembno, da niso to samo ljudje, ki so mi temu rečemo front of houseu, ki so na terenu, ki vodijo posamezno tekmovališče, ali pa vodja cateringa, ki bdi nad vsem tem, pa kadrovska služba, ki razporeja te ljudi, ampak tudi ljudje v ozadju, predvsem zaradi te birokracije in tako naprej, ki je kompleksna, ki je zahtevna, sodelavci v skupnih službah, ki za vse to poskrbijo, ki vse to pripravijo. Tako da ne želim izpostavljati posameznikov, ampak predvsem ekipo. A je bilo veliko takih, ki si bodo na primer to, da so bili del olimpijskih iger, ne zapomnili? To je brezvezno vprašanje, ampak lahko vzeli kot nekaj, kar iz česa tudi delaš naprej, ko rečeš, okej, to sem zdaj doživel, to je pa res tudi zame na mojem področju nekaj, kar bom lahko unovčil. Zdaj ne govorim, da vam bo kdo pobegnil, ne, ampak vendarle s takimi izkušnjami se tudi v Sloveniji ne soočajo mnogi. Praktično jih ni, tisti, ki so zdaj delali za vas, jih je bilo pa ogromno, ki so lahko v trenutku stopili na najvišji nivo. Ne, da prej niste bili, ampak pač olimpijske igre so olimpijske igre, no.
Zagotovo je to pomembna referenca na CV-ju marsikoga iz naše ekipe. Predvsem pa se mi zdi, da je to izredno lepa priložnost za mlade, ki so bili Mhm, vključeni na tem projektu. Sodelovali smo z mnogimi slovenskimi, gostinskimi šolami, kot tudi s 3 italijanskimi gostinskimi šolami in, bom rekel to, da ko sem novembra stopil pred, te mlade in jim predstavil to projekt, in ko vidiš v teh mladih očeh željo: "Ja, to jaz hočem, mhm. tukaj se bom prijavil, hočem iti, hočem to doživeti." In ko potem, bom rekel, tudi v poslu imamo redko priložnost, imeti tako veliko število prijav in potem zbirati res najboljše, bom rekel, je tudi za nas posebna stvar, ko se prebijo skozi te recimo prebijejo skozi kvalifikacije, pa potem, ko sem srečal te mlade, ko so imeli prost dan ali pa ko niso delali, ko so se sprehajali po Cortini in vidiš, kako je to za njih neko posebno doživetje, to se mi zdi tako, to mi je dalo Mhm. veliko nazaj, no. Slovenska reprezentanca je imela svoja oblačila, svoje, bunde, puhovke, tudi jezerški. Ste poskrbeli za kakšno posebno opravo? Ja, na žalost svojega logotipa nismo smeli izpostavljati, Aha. na dogodku, nam je pa on location, nam in tudi drugim, ki so sodelovali na tem projektu, se pravi njihovo osebje in pa hostese, Mhm. zagotovilo lepe uniforme, ki jih bomo tudi, nosili še naprej. Kaj pa prineseš iz Italije? Ne vem, športniki so dobili te pliškote, ne, Ja. maskote, tudi podporne ekipe, kar zagotovo Hospitality je, tudi dobijo kaj ob odhodu domov? Mogoče ena taka zanimivost olimpijskih iger je zbiranje značk. Mhm, Ne vem, če veš, v bistvu še posebej med prostovoljci, ki sodelujejo na igrah, je posebna, kultura zbiranja, in izmenjevanja značk, ki jih potem vsi nosijo na teh, akreditacijskih mhm. trakovih. Vsaka hiša, vsako tekmovališče, vsaka reprezentanca ali pa vsaka panožna zveza, ko gre na olimpijske igre, sploh te tuje velike zveze naredijo posebne spominske značke, ki se potem na igrah, trgujejo. V bistvu je to na neki način neka taka celo valuta Aha. neuradna na igrah, ko rabiš kakšno uslugo, pa zamenjaš kakšno značko s kom ali pa kakšno podariš, je tak in, jaz sem jih kar nekaj, zbral in sem jih prinesel recimo svojim otrokom, pa mislim, da vsak od naših sodelavcev je vsaj kakšno si prinesel domov. No, to pa nisem slišal, vidiš, ta je zanimiva. Ponavadi, slišimo iz olimpijske vasi pa iz vsega dogajanja samo, to je zdaj že mislim, da od Ria naprej večna zgodba. Aha. Ne vem, če veš, kam ciljam, ne, Veš. ampak ne, kakšna je bila poraba, kondomov, ne, to je ta Ja, ja, večna. ja. A je tudi kaj šal, ne, ker potem ti si vendarle tam direktor, ne, gledaš, kot si rekel, jaz sem, športni direktor tega kluba tvojega Jezerškov. Koliko je časa za šale, za sproščenost, za to druženje, za mreženje? Koliko podobnih zanimivih ljudi, kot si sam iz različnih panog, potem lahko srečaš? Tam so namreč vsi najboljši športniki, ki pridejo potem pogledat svoje naslednike. Kako je pa v poslu? Pravzaprav so olimpijske igre za nekoga, ki prihaja iz našega posla, zelo pomembna priložnost Mhm, za ustvarjanje kontaktov, stikov, novih priložnosti. To je bil v bistvu to je bila tudi moja glavna naloga na neki način tam, da navežem čim več novih stikov in poiščem čim več novih priložnosti. In, ogromno je tega, predvsem pa je to neki krog ljudi, ki, bom rekel, ki dobro oddela tak projekt, bo jutri na nekem drugem velikem projektu, v neki drugi organizaciji. Področje športnega hospitalityja je na neki način zaprt ali pa dokaj majhen krog, posameznikov, strokovnjakov s tem iz tega področja, ki
se vrti v teh velikih športnih, tekmovanjih in, ogromno novih stikov smo navezali in tudi, kakšna konkretna priložnost, se je našla. To tudi zdaj še ne smeva povedati, a? Formula ena? Bolj Aha. nočeva zaradi, vraževernosti. Okej. Mogoče še eno vprašanje povezano s tem, prej si že rekel, saj o tem bova še kakšno rekla. Hospitality, vi ste pač doma povsod znani, povsod vas vidimo, ne. Ampak ko greš pa takole čez mejo, ne, ko si delal za UEFO, na primer, ko imaš, kolesarski dogodek, in tako naprej, se tam vse začne z ničle? Se pravi, naročnik že ve, koga vzame, ampak kako pomembno je, da potem ta dogodek ti oddelaš brez napak. Dal bom primer, na primer, dogodka v Španiji, ne, to sta mi z bratom razlagala, kako je bilo. Tam so Španci poskrbeli za ta hospitality, pa je šlo vse narobe. Verjetno takšne ponudbe ne vzamejo potem nikoli več velike organizacije. Ja, mislim, tak ponudnik si zagotovo zapre marsikatera vrata, a ne. Zato je izrednega pomena to, da projekt oddelamo perfektno. In spet je tukaj potrebno razumeti, da je ta hrana, ta krožnik, rižota, testenine, po katerem nas sicer na koncu vsi ocenjujejo, zelo majhen del posla. Za organizatorja dogodka je predvsem pomembno, da vse teče gladko, brez, zapletov. Organizator si želi, izvajalcev, ki mu ne ustvarjajo stresa, ki mu odnašajo skrbi z mize, in, to je pravzaprav, večina našega ali pa naš glavni cilj pri takem poslu. Zdaj, ko podpišeš vse tiste varnostne zadeve, ne, bog ne daj, da bi bila zastrupljena hrana na prizorišču ali kaj podobnega, kaj te je najbolj skrbelo, ko ste šli v to? A je bila kakšna skrb še posebej velika? Predvsem, bom rekel, je bila tukaj skrb povezana z nepredvidljivo logistiko, vremenom. Pa na drugi strani, so italijanski mediji oziroma ta italijanski kritik, na neki način ustvarili, velik pritisk. Kajti bili smo pod drobnogledom, nismo si smeli privoščiti niti najmanjše napake. Bom rekel, od tega, da smo pričakovali inšpekcijo, bom rekel, smo pričakovali tudi, da, bom rekel, lahko nekdo najde ne vem, v neki kuhinji neki kader, ki morda ni primeren za medije. Skratka, ko nekdo nekaj išče, kar ni prav, ali pa kaj, kar ni zgledno, lahko to zagotovo najde. In, predvsem s tem je bila povezana skrb oziroma neki pritisk. Ampak tudi to na koncu koncev je, tako kot v športu, tudi pritisk je dober in pomemben. Ta italijanski kritik, a ne, o katerem govorijo, pa kjer se je vse začelo, si ti to prebral, slišal, ti je to nekdo rekel, zdaj se je pa začelo? Kako je to izgledalo? Kako je prišlo do najboljše reklame, ki se ti lahko zgodi, no? Pravzaprav, ja, zgodba se je začela že kakšen mesec pred dogodkom. Ne vem sicer čisto točno, kako sem prvič za to stvar izvedel. Pač kritik je predvsem kritiziral organizatorja. Tako je. Jaz razumem, da je hrana občutljiva tema, še posebej v Italiji. Tudi v Sloveniji bi zagotovo bile polemike okrog takšnih ali podobnih zadev na tako velikem dogodku. V bistvu potem je pa zgodba nekako prerasla v Kulinarično vojno, ne? kulinarično vojno, kulinarični rasizem sem celo to Ja, res so poimenoval. ga, tako, ja. Na koncu še celo politično zgodbo, kajti kmetijski minister je moral Pojasnjevati, ne? pojasnjevati, stvari, ki sicer niso niti v njegovi pristojnosti. Skratka, neka politična tema se je iz tega ustvarila. In, moram priznati, da sem že od začetka videl to predvsem kot priložnost za nas. In, mislim, da smo jo tudi dobro izkoristili. Ja, jaz bi rekel, da zelo, no, ker ko sem spremljal potem tudi slovensko poročanje o italijanskih,
v italijanskem kulinaričnem rasizmu, ne, smo v resnici tokrat uživali. Ne zato, da smo se počutili, poglej, kaj nam delajo, ampak smo obrnili žogico pa rekli, poglej, kaj jim delamo, ne. Mislim, ja, ampak to je zgodba posameznikov. Jaz bi rad poudaril, da jaz osebno in mi kot podjetje izredno spoštujemo italijansko kulinariko, italijanske surovine. Bom rekel, v globalnem kontekstu je to pomembna kulinarična kultura in v nobeni fazi projekta nismo hoteli iti proti tej kulturi, iskati kakršnihkoli bližnjic, ampak ja, na neki način razumem, potem pa so stvari ušle iz konteksta. Čisto na začetku sem te vprašal, ne, kako je biti del olimpijskih iger, ko nisi le gledalec, a ne, ti si rekel, dvakrat sem bil, ampak tokrat smo v bistvu tekmovali, sodelovali, se pripravljali. Mogoče te zdaj ob koncu vprašam najbolj zanimive osebe, ki si jih srečal, pa takšnih, ki jih tudi mi morda poznamo, ne vem, če boš rekel, zdaj imam en kup novih kontaktov, od teh bo naslednjič, prav, ampak koga vse si na primer ujel, ko si se sprehajal po prizoriščih? Ja, zagotovo je recimo zanimivo, ko v prostor vstopi Snoop Dogg z vsemi svojimi 20 spremljevalci, pa tako naprej. Pa konec koncev meni osebno, sem velik ljubitelj kolesarstva, si štejem v čas, da smo kar nekaj časa skupaj preživeli s Primožem Rogličem, da sem ga imel priložnost spoznati tako njega kot njegovo Lauro. Veliko je tukaj športnih funkcionarjev, politikov, skratka, zagotovo so igre tisto obdobje center globalnega dogajanja in je fajn biti del tega. Vem, nisi imel veliko časa, ampak kakšno športno panogo si pa vseeno si izbral in šel navijat, kje si bil? V bistvu edino tekmovanje, ki sem ga pogledal od začetka do Zdaj upam, konca. da boš pravo rekel, ne. Skoki so. Na žalost tekmo, kjer nismo dobili kolajne, tisto zadnjo ponedeljkovo tekmo. Ekipno, Ja, Doben pa ja, Srđan, ja, ampak ne glede na to sem užival tudi v tej tekmi. Tako da ja, zanimivo. Družinsko vprašanje to tudi postavim, vem, da omenil si brata, ste vsi štirje bili na olimpijskih igrah tokrat? Vsi smo bili, ne vsi ves čas, z Juratom sva pravzaprav ves čas iger bila prisotna. Luka in Rok sta prihajala, odhajala, tako da ja, smo bili veliko prisotni. Kaj pa oče? Spomnim se, enkrat sem govoril z njim, ko je dejal, da vas je že včasih peljal na velika športna srečanja, zato da vam je pokazal, poglej, ta je ta znan in lahko boš kdaj kuhal z njim, zdaj ste vi njega peljali na olimpijske igre. Ja, smo ga. Tudi mogoče zanimiva pa pomembna zgodba, povezana z igrami, je, da je moj oče že 92. leta, ko je Slovenija prvič nastopala na zimskih igrah v Albertvilu, tam sodeloval in postregel hrano na nekem dogodku, mislim, da je bila to tudi že slovenska hiša, tako da je tako on kot mi zelo ponosni, da ima ta olimpijska zgodba pri nas že kar dolgo brado. Ja, odlično. A sva kaj izpustila? A je še kakšna drobtinica z olimpijskih iger, ki nama je ostala za konec? Morda še nekaj besed na temo tega športnega VIP hospitalitya kot produkta, kajti tule se zdaj v zadnjih letih kaže nek nov trend. Mislim, da je celo revija The Economist je pred kratkim pisala članek o tem, da so veliki kulturni in športni dogodki v bistvu postali neka nova značka super bogatih, predvsem v Ameriki je izrazito pomembna ta kultura. Ti super bogati so pred leti si kupovali ure, draga vina in tako naprej. Zdaj pa je blazen trend to področje športnega hospitalityja. Hospitality, del katerega smo bili mi na olimpijskih igrah, ni v ničemer podoben hospitalityju, kot ga poznamo na primer tukaj v Sloveniji,
kjer so gostje v teh VIP prostorih, VIP hospitality prostorih, predvsem posamezniki, ki so z nekimi zaslugami, z svojo kariero, dobili brezplačno vstopnico, da vstopijo na to prizorišče. Tukaj je zgodba povsem drugačna, se pravi, On Location je od MOKA odkupil pravico za organiziranje hospitality in tudi za trženja, in vstopnice za ta prizorišča, naprimer premium hospitalityja na ženskem smučanju v Tofanah, cene so se gibale nekje od 2000 do 3500 evrov na osebo, na tekmovanje. In z evropskega vidika se nam to zdi neverjetno in ogromno, in med igrami sem se pogovarjal tudi z nekaterimi iz On Locationa, ki so mi povedali, da oni skrbijo tudi za hospitality produkt na dogodku Super Bowl. In zanimiv podatek je, da na Super Bowlu je šlo v prodajo kar, mislim, da 34,000 VIP hospitality vstopnic. Osnovni nivo vstopnic je bil razprodan v enem dnevu. Kakšna pa misliš, da je bila cena, povprečna cena te hospitality vstopnice? Ja, če si rekel 3500 za slalomsko tekmo, sicer ajde na olimpijskih igrah, $20,000. Povprečna cena na Super Bowlu je bila 23,000 evrov, najdražja vstopnica pa kar 3 milijone, ne evrov, ampak dolarjev. Tam se vidite, ne? Ne, mislim. To moram pa zdaj vprašati, ne? Kakšno hrano, kaj ob izkušnji, ker seveda plačeš izkušnjo, pa Super Bowl je vendarle najbolj gledan ameriški dogodek, ampak moraš tam kaj posebej pripraviti? Pa v bistvu moram reči, da jaz osebno ameriškega hospitalityja še nisem doživel, ampak evropska kultura hospitalityja ima veliko poudarka na hrani, pijači, dobrih vinih, doživetju na tem, na visokem nivoju storitve. V Ameriki pa temu menda ni tako, in recimo ta najdražja vstopnica ti kupi priložnost, da v zasebni loži sediš s Taylor Swift. Na meniju pa kakšen burger, kokice, nič posebnega s kulinaričnega vidika, tako da gre se za zelo drugačno kulturo. Ki pa seveda daje veliko priložnosti, a ne? Zagotovo. Ker mislim, da tudi Američani zelo radi dobro jejo, ne, Ja, bom rekel, moramo biti ambiciozni, hkrati pa tudi realni. Amerika je vseeno druga celina, drugačen trg, ampak ja, treba je biti pogumen in ambiciozen. Ja, naslednje olimpijske igre so namreč v Ameriki, zato malo ciljam, ne, Los Angeles. Sem razževeren, tako da ne komentiram. Hvala lepa, včasih molk pove več kot 1000 besed, rečejo, ne, danes jih vseeno imel 1000, ko je bilo treba govoriti o tem, kaj ste vse počeli. Hvala lepa za to, da si delil z nami to izkušnjo. Se mi zdi fino, da ko govorimo o športnikih, veliko izvemo, ko govorimo o delavcih v ozadju, ne, tokrat je Slovenska nacionalna televizija pa radio res dobro pokrivala olimpijske igre, tudi z zgodbami, o katerih ponavadi ne govorimo, in potem prijete še vi, ne, še s to kuharsko zgodbo, tako da dobro smo zastopali Slovenijo na zimskih olimpijskih igrah, oziroma, da se popravim, ste jo, tako da hvala. Hvala za vabilo. Z veseljem. Vam pa hvala lepa, da ste bili z nami. Zdaj veste, da Slovenci vendarle ne zmagujemo vedno zgolj in samo na športnih področjih v tujini, ampak še z marsičem, naprimer tudi z znanjem, prilagodljivostjo in kulinariko. Hvala, do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.